Dobrodošli v družbi Sportkluba in v družbi Prve lige Telemach. V novi epizodi magazina Pod prečko se vračamo na teren. V naši družbi bodo Maks Barišič, povratnik po dolgotrajni poškodbi in morda celo največja okrepitev za Koper pred spomladanskim delom, Martin Milec in Jan Repas. Kapetan Maribora nam bo predstavil domovanje vijoličastih, Ljudski vrt, osrednja figura zvezdne vrste vijoličastih pa se bo pomerila z izzivom Pod prečko. V rubriki Pogovor z legendo bomo gostili Fabijana Cipota. Maks Barišič, krilni napadalec, ki bo zagotovo še dodatno poživil igro Kopra v spomladanskem delu. Ne glede na to, da je v teku prestopni rok, je lahko prav Maks, ki se vrača po poškodbi kolena, največja okrepitev za klub z Bonifike. 27-letnika smo obiskali v Kopru, debato pa odprli spomini na začetke ukvarjanja z nogometom. V bistvu, že ko se nisem niti zavedal še nič o življenju, sem že sam od sebe začel brcati žogo z nogo, potem pa spotoma pač tudi moji obožujejo šport nasploh, ampak jaz sem pa najbolj vzljubil nogomet. Koper je dal kar nekaj izjemnih nogometašev, ki so v slovenskem nogometu pustili velik pečat. Znane so tudi zgodbe z šolskih nogometnih igrišč, kjer se je Maks šolal tudi na ulici in pilil svoje tehnično znanje. Ja, takrat je bilo še tega. Jaz sem hodil še na staro šolo v Kopru in tam spredaj je bilo to igrišče, ker sem tam zraven živel in tam smo se vedno zbirali in tako da tam so začeli moji prvi nogometni koraki. Maks je že od malih nog povezan s Koprom, kar potrjuje tudi spomin na njegov prvi obisk nogometne tekme. Ja, jaz se spomnim prav, da prva tekma je bila tu še na stari Bonifiki, ko sem šel z mojim očetom in to je bilo proti Olimpiji, mislim, da ko je Prosinečki igral še takrat. Kot mlad talent je že leta 2012 pri vsega 17 letih povlekel izredno pogumno potezo in se podal daleč od doma. Dogovoril se je za sodelovanje s Catanijo. Takrat sem že res tako bil na polno samozavesten in mi je res dobro šlo. So me nagradili s pogodbo že pri 17 tu v Kopru in sem začel članim. So me kar hitro tako opazili tudi v tujini in nekako sem bil prepričan sam v sebe, da bi mi lahko uspelo in tako je padla moja odločitev. Kakšni so spomini na to obdobje? Kaj so lahko največje pasti za mladega igralca, ki je tako daleč od doma? Tam sem se drugače res dobro počutil. Catania je tudi tako nogometno mesto, res ima veliko navijačev. Vedno sem mislil, da tudi po tistih pacih, kateri je klub doživel, da se bomo dvignili prej ali slej, da bomo uspeli priti v serijo B in potem kasneje počasi v A, ampak nekako nam ni šlo po planih. Potem sem rekel, da sem že prišel v neka leta, ki se mi zdi, da ni več pač bilo takega upanja tam in sem videl, da klub je tudi finančno bil v malo slabši situaciji, tako da sem se odločil za povratek nazaj in mogoče tako za narediti 2 koraka naprej kasneje. Član Catanije je bil vse do leta 2020, v Italiji pa vmes kot posojen igralec brcal še za Messino, Fidelis Andrio in Padovo. Skupno je na Apeninskem polotoku odigral več kot 100 tekem v serije B in serije C, nato pa se odločil za povratek domov. Zakaj je povlekel to potezo? Sigurno ni lahko, še posebej za mladega. Se pa naučiš dosti tako tudi življenjskih stvari, tudi prej rabiš odrasti. Je pa res, da ni lahko, pa pride tudi do domotožja, ker se ne zavedaš, kako je biti toliko časa tudi od doma, še posebej tudi jaz, ki sem bil tako daleč. Je kar neki pasti, katere rabiš paziti. V sezoni 2021-2022 je Maks v jesenskem delu Prve lige Telemach igral na izjemno visokem nivoju. Bil je daleč najboljši posameznik lige. Do 27. kroga je dosegel kar 13 golov in dodal še 5 asistenc. Kakšni so bili razlogi za tako dobro formo? Res je bila odlična polovica sezone. Nekako se je vse poklopilo, bi tako rekel. Prišel je nov trener z novo vizijo, prišli so neki novi igralci in vsi smo se nekako kar hitro dobro ujeli in smo delovali zelo kompaktno in bili smo nevarni iz vseh pozicij. Tako pa tudi ob dobrem moštvu tudi posameznik lažje pokaže svoje najboljše vrline.
Veliko se je govorilo o povratku nazaj na tuje, o reprezentančnem debiju, nato pa je prišel 20. marec 2022 in tekma z Bravom, ki jo je Max končal v 53 minuti. Razlog? Težka poškodba kolena, ki ga je z igrišč oddaljila za skoraj celotno leto. Kakšni so spomini na ta črn dan? Nekako sem takoj začutil v tistem trenutku, da me je kar koleno vrglo ven in sem vedel, da bo to verjetno konec za to sezono in še pol te sezone. Škoda, res se lih misliš, kako v tem trenutku, ko ti najboljše gre, čeprav nikoli ni pravi trenutek za takšno poškodbo, ampak nič, probal sem ostati čim bolj pozitiven in razmišljati tako v prihodnje, saj imam tu dobro okolico, klub me podpira, tako da je tudi dosti pozitivnih stvari okoli in nisem se hotel spraviti v neko depresivno obdobje, tako da sem se kar dobro držal. Ob koncu jesenskega dela te sezone se je začelo vse več govoriti o njegovem povratku. V kakšnem stanju je trenutno Max Barišić, kaj pričakuje od spomladanskega dela prve lige Telema? Pričakujemo in tudi tako, kot napredujem in s trening in to, pričakujem, da se bom vrnil v super formi, glede na to, da imam tudi polne priprave za narediti z ekipo. Sigurno si nočem zdaj dajati tudi prevelika pričakovanja, jaz bom sigurno dal vse od sebe, pa bomo videli, mogoče se zgodi, da bom lahko takoj ponovil vse, mogoče bom rabil nekaj časa, se bom pustil presenetiti, jaz vem, da bom dal vse od sebe in pol bomo videli. Max je v svoji karieri zbral nekaj nastopov za mlajše selekcije Slovenije, eden izmed ciljev pa zagotovo ostaja debi v članski reprezentanci, kateremu je bil zelo blizu v sezoni 2021-2022. Ja, tudi po poškodbi sem se tudi slišal s selektorjem, rabil bi biti na tistem spisku, ker tekma po tej tekmi z Bravom, ampak takrat se je zgodilo in škoda pa nisem šel takrat v Katar na prijateljske tekme. Ampak sigurno je moj cilj, da se uspem vrniti nekako v to formu, v kateri sem bil. Sigurno, jaz mislim, da sem sposoben tega in potem sigurno, če bom nadaljeval s takšnimi predstavami, kot sem jih v tistem jesenskem delu, mislim, da bi lahko tudi pričakoval potem poklic. Ob reprezentanci pa član Kopra odkrito priznava, da ima veliko željo, da se še enkrat preizkusi tudi v tujini. Če bi lahko sam izbiral svojega delodajalca, kam bi se preselil? Kateri je njegov sanjski klub? Dobro, sigurno to je od vsakega cilj, spet neko novo izkušnjo, tudi finančno se ne bomo lagali, prihajam že v neka leta, katere rabiš dobro izkoristiti. Sigurno, mislim, zdaj to so nerealne destinacije, katere bi si jaz najbolj želel. Jaz sem navijač, naprimer, in Milana in Barcelone, ampak bom tudi s kakšnim manjšim klubom bil kar vesel. Španska liga in italijanska liga sta torej njegovi želji, a si ne dela utvar, da je zaradi konkurence v tako močno ligo težko prestopiti neposredno iz slovenske. Ja, to bi bilo odlično, če bi se tako odvilo, ampak tam je tudi velika konkurenca in iz slovenske lige si ni tako lahko kar direkt narediti prestop v tako močno ligo, tako da bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Za konec pogovora pa smo se še enkrat vrnili v njegova otroška leta in tudi izvedeli razlog, zakaj je Max zaljubljen v omenjeni ligi. Razkril nam je, kdo je bil njegov otroški idol. Takrat je bil moj idol Ronaldinho. Res sem ga oboževal, vsako tekmo sem njegovo rabo gledati in potem sem pa vedno probal njegove vragolije na igrišču. Max, hvala za super debato in vso srečo v spomladanskem delu sezone. Zdravo, Martin. Zdravo. Hvala, ker nas boste sprejeli v vaš dom. Ja, dobrodošli. Mislim, da bomo imeli kar kaj za pogledati, ne? Gremo morda kar noter, da te ne prehladimo. Gremo. Bo trener Damir jezen. Morda se zdaj nekoliko bolj osredotočiva, kot da je dan tekme. Prideš skozi ta vrata. Navijačev še ni, ko vi pridete, ampak vseeno
Kako poteka vse skupaj? Kakšni so občutki, če je kakšna pomembnejša tekma, kakšen ritual? Pa ja, mislim, da ima vsak igralec neki svoj ritual pred tekmo, ne? Jaz tudi, ampak ne vem, pri meni osebno neke živčnosti ali pa kaj takega, nervoze. Hvala Bogu ni pred tekmami, no, mogoče samo tista neka pozitivna trema, bi temu rekel. Ja, pri kapetanu je to zelo dobrodošlo. Ljudski vrt pa nekako tvoj drugi dom. Ja, normalno. Ja, zdaj mislim, da ravno zadnjič sem računal, konec te sezone bo moja 10. sezona tu v klubu, tako da stari znanec. Se še spomniš prvega prihoda na tekmo? Ja, to pa je bilo še na drugi strani, ko je bila še stara tribuna, ko so bile slačilnice še na tisti strani. Ja, normalno, da se spomnim, mislim, lepi spomini, res. Je pa zdaj nivo više, ne, tako da predlagam, da gremo kar pogledati. Gremo. Kako zdaj uživati v bistvu. Mi bova pripadla čast kot enemu redkemu novinarju, ne, da bom smel vstopiti Ja, to pa res. v svetu slačilnice. Ja, res je. Martin, zdaj smo na tvojem mestu v slačilnici. Nekako si mi razkril, da sedim na mestu, kjer je bil predtem Tavares, tako da mi je res pripadla čast. Imate kakšna posebna pravila v slačilnici? Morda najprej, kako sprejmete novince? Ja, mislim, da v vsaki slačilnici imajo svoja pravila, tudi mi jih imamo, normalno. Ja, zdaj novinci, mogoče tisti, ki prihajajo iz tujine, mogoče ne vejo, tisto prvo najbolj pomembno pravilo je, da pač normalno zelene barve tu ni, oziroma ne smeš niti obleči, ko prideš v slačilnico. Je kakšna kazen, če jo kdo obleče? Ja, normalno, ampak te kazni imamo, to je vse za dobrobit ekipnega duha, slačilnice. Pol na koncu, normalno, vsake pol sezone naredimo svojo večerjo iz teh kazni, tako da ja, imamo tudi kazni za zamujanje, za telefon, moram reči, da imamo kar dolg spisek. Na dan tekme slačilnica, kako se pripraviš potem na odhod na igrišče? Imate še kak poseben govor, tik predtem greste, kako to poteka pri vas? Ja, zdaj, ne vem, če govorimo konkretno o meni, jaz vedno naredim določene vaje priprav na tekme že v fitnessu, tudi s fizioterapeuti. Potem pa ja, normalno, ogrevanje pred tekmo, pridemo nazaj v slačilnico. Mogoče še kratki govor trenerja. Zdaj pri tem novem trenerju imamo tudi neko stalnico, da pred vsako tekmo drug igralec še pove par stvari. In to je to, in se zberemo. Vaja javnega nastopanja za vsakega. Ja, govorni nastop in potem normalno gremo proti igrišču in na tekmo. Vidim pa, da je družina vedno s tabo. Ja, tu imam zdaj dve sliki, oziroma risbici, ki jih je narisala moja hčerka za rojstni dan. Neka dodatna energija? Ja, tudi to verižico, ki me je naredila, in ta en srček od sina, ki so ga izdelali v vrtcu, tako da ja, oni so tu vedno z mano. Omenjal si aktivacijo, gremo najprej v fitness, potem pa nekako zaigramo, kot da gremo na igrišče čez tunel. Ja. Soba, kjer si rad ali ne? Pa tako bom rekel, zdaj mislim, da noben igralec, oziroma redki so igralci, ki so res radi v fitnessu, ne? Ampak je pa to vseeno neka obveza. Sploh zdaj, ko sem že nekako bi lahko rekli v letih, tudi glede na moje prejšnje poškodbe, moram narediti kar dosti vaj, da se normalno segrem tudi pred treningom, ne samo pred tekmo. Tako da dejansko moraš biti tukaj, ne? Če hočeš ostati zdrav, fit, moraš delati. Zdaj pa mislim, da zares greva na tunel, oziroma proti tunelu in da zaigrava, kako je, ko greste na večni derbi. Gremo. Martin, videli smo tam en grafit, da to neko dodatno motivacijo? Predvsem vam, ki ste bolj lokalno tu? Ja, normalno, res. Pač vemo, kaj nam pomenijo navijači, kaj pomeni tu Polomljudski vrt. Zdaj, če se malo ozremo v preteklost, ne, vemo, da so se tu dogajali največji čudeži, največji uspehi, ne samo klubski, tudi reprezentanca takrat proti Rusiji. In ja, mislim, da lahko rečemo, da je to hram slovenskega nogometa. Ko stopiš na vašo, kot si rekel, sveto travo, imaš morda ritual, se obrneš proti družini, na pomembni tekmi te spremljajo na kakšnem posebnem mestu? Pa ponavadi vedno sedijo tukaj na tej strani, tukaj kot C2.
Tako da približno vem, kje sedijo. Ja. Drugače pa, ja, imam Poljubiš poseben travo, rit- se skloniš. Ne, to ne, vedno stopim z levo nogo nekako tak, potem malo. Je to kak To. ritual, ki bi te vrgel iz ritma, če ga ne bi naredil, ali se s tem ne Ma obremenjuješ? ne, verjetno ne, ampak ne vem, to je pač neka stvar, ki jo naredim. Ampak tudi če je ne bi, verjetno bi bilo vse ok. No. Zdaj, ko smo še na igrišču, se morda ozremo še proti južni tribuni, tam so vaši najzvestejši navijači. Ko je jug poln in glasen, takrat je verjetno lažje igrati proti vsakemu nasprotniku. Pa ja, normalno. Mislim, tako sem že prej omenil, vemo, kaj nam pomenijo navijači in kaj pomenijo navijači ne samo za klub, ampak nasploh za mesto. Ne. Res, ko je ne samo jug, ko je cel stadion poln, je to neka druga zgodba. In, tako kot so v preteklosti, ko sem omenil, ko so se dogajali že čudeži, jaz verjamem, da se bo tudi v prihodnosti. Zdaj pa ne bova šla čez igrišče, kot gremo po navadi v tej rubriki, ampak se bova še sprehodila čez novo pridobitev, čez tunel, šla pa bova še mimo novinarske sobe oziroma konferenčne sobe, ki jo tudi vi uporabljate. Ne? Ja, mi jo uporabljamo predvsem za videoanalize, sestanke, ker si pogledamo določene stvari, kaj smo delali prav, narobe in mislim, da ta nova soba konferenčna nam pride zdaj kar pravno. Novinarske konference, medijske obveznosti, nekaj, kar ti gre na živce, nekaj, kar imaš rad, ali je pač to neka nuja in gledaš tako na to? Ma niti eno, niti drugo. Mislim, normalno, da po tekmah, ki jih ne odigraš dobro oziroma ki jih izgubiš, je težko iti pred novinarje, ampak vseeno gledam to kot pač del službe in kot kapetan normalno, da bom jaz tisti, ki se bom zagovarjal pred njim. Martin, zdaj pa boš nekako doživel moj dan, Aha, moj dan tekme. zdaj boš pa ti meni predstavljal, ne? Si že kdaj šel skozi tunel ali še nikoli? Ne, dejansko še tu nisem šel nikoli. Tako, izvoli na igrišče, čez mojo pot. Zdaj pa predlagam, da gremo še na vašo klop. To je še neka taka stalnica, ki jo predstavimo v rubriki. Ja. Klop, prostor, kjer si najmanj rad med tekmo. Pa ja, normalno. Mislim, tudi na tribuni nisi rad, ne, ampak ja, normalno, vsak si želi igrati, ampak po drugi strani pa so tudi, mislim, da so tudi naši stoli zelo udobni. No. Bova preverila. Igralci ste na tisti strani? Igralci smo na tej strani, tu štab. je strokovni štab, fizioterapeuti, doktor. Tako da ja, tu nekje smo pa mi. No. Ne. Ja, kar udobno. So, ne? Ja, kar v redu. Oziroma zelo v redu. Se da tudi pogledati, ne? Sploh če zmaguješ in če na koncu zmagaš, mislim, da je lažje. Ne? Pogled iz prve vrste. Ok, greva še na novo, prenovljeno staro tribuno. Ja. Tudi to je ena lepa pridobitev, ne? Poseben VIP, velik VIP, pa zgoraj lože, nekaj, kar v slovenskem nogometu ni ne vem kako značilno. Ja, moram reči, da sem tudi v teh novih ložah zgoraj že bil parkrat po tekmi in tudi spodaj, no, ampak je res na zelo, zelo visokem nivoju. No. Mi smo bili tukaj na tisti tradicionalni tekmi, oziroma po tradicionalni tekmi medijske selekcije z vašim strokovnim štabom. Ja. So nas tu potem še pogostili. Lep prostor, ne, za druženje. Ja, zelo lep. Tudi tu moram reči, da sem bil samo enkrat in to po tekmi, tisti zadnji tekmi, ko se je Tava upokojil. Kje pa praznite denarnico trenerju? Z njim mislim, da imate dogovor, da ob vsaki tekmi, ko ne prejmete gola, plača večerjo? Ne, to imamo pa spet na tisti strani, v eni drugi sobi, kjer imamo tudi normalno zajtrke in kosila. In takrat se dobimo, Spomladi je verjetno cilj, da mu čim več odščipnete od plače. Pa ja, jaz mislim, da bo po drugi strani bo tudi on zelo vesel. Zdaj smo bili torej na tem VIP-u, greva pa še na tistega najprestižnejšega. Torej. Greva torej še Martinu v zadnjo sobo. Gremo pogledat. Z namigom, kot sem slišal, z enim izmed najlepših razgledov na stadionu. Tega bi se človek navadil. Ja,
Zdaj zaenkrat mi je še ljubše sicer na terenu igrati, zmagovati, ampak tukaj zgoraj res čudovito doživetje. Po koncu kariere. Mislim, da bom kar na dosti tekmah, ja, zdaj upam, da mi bo kar tekmo privoščil tudi v tem delu, tako da bom užival, sigurno bom užival. Super. Martin, najlepša hvala za res super predstavitev stadiona. Hvala, da ste nas sprejeli v vaš dom in najlepša še hvala vam za pozdrav obisk. pod prečko. V nadaljevanju. Vezist Maribora Jan Repas se bo pomeril z izzivom pod prečko, v rubriki Pogovor z legendo pa bomo obujali spomine s Fabijanom Cipotom. Spet smo na zelenici Ljudskega vrta, čas je za izziv pod prečko. Jan, zdravo, Zdravo, čau. srečno novo leto. Hvala enako. Poznaš izziv pod prečko? Ja, nekaj sem že videl. Osnovna pravila. 5 strelov z roba kazenskega prostora, zgornja 2 kota po 10 točk, spodnja 2 po 5, vodilni pa je Žan Trontelj, tako zvani slovenski David Beckham, 40 od 50. Težka. Neka napoved? Ja, ne vem. Pragmatičen pristop ali boš tvegal z zgornjimi koti? Bom kar tvegal z zgornjimi koti. To so besede. Ja. Pa kar izvoli, Ajde. kar pogumno. Si kaj treniral? Ne, nič, lej. Iz kavča takoj. 5. Deset. Uh. Dvajset, bravo. 20 so? Ne, zdaj skupaj si na 20. Aha, to. Ne. Zadnjo pa je Juk obranil. Ja, Juk je bil bližje, prvi kot. 25 točk. V redu, lej. Bo v redu? Bo v redu, lej. Je zahteven izziv, zdi se, morda stopijo malo bolj v senco, da te ne bo ožgalo sonce. Zdi se, da je lahko, ampak ni, ne, ko se kamere prižgejo. Tako na prvi pogled zgleda, bo že šlo, ne? Ne bomo drugače. Najlepša hvala za tvoj čas, upam, da te nismo poškodovali. Ja, ni problema, vse je v redu. Srečno na pripravah in srečno v spomladanskem delu. Hvala. Jan, čestitke za pogum, za prvo mesto na lestvici izziva pod prečko. To ni bilo dovolj, na prvem mestu ostaja izjemni Žan Trontelj, je pa Jan Repas izenačen na drugem mestu s 25 točkami s Sandijem Nuhanovićem in Martinom Šrolerjem. Fabijan Cipot, legendarni branilec, ki smo si ga v prvi ligi Telemach zapomnili tudi kot napadalca, je naš tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo. Kdaj se je 46-letni Prekmurec začel ukvarjati z nogometom in kaj je bil razlog, da se je zaljubil v ta šport? Verjetno moj oče, ki je tudi igral nogomet, tako da sem že bil z malimi nogami na igrišči, če ne na igrišči, na tribuni. In postopoma se ta ljubezen do nogometa samo še večala. Tako da sem začel igrati nogomet v prvem razredu pri Muri, kjer sem tudi končal mladinsko šolo. Igral sem do 8. razreda, vmes sem imel 2 leti pauze, prvi, drugi letnik srednje šole, ne sem nogomet igral, bili so takšni drugačni razlogi. Na srečo se je Fabijan ob koncu srednje šole vrnil na nogometna igrišča in z mladinsko ekipo Mure dvakrat osvojil državni in pokalni naslov. Ob izobraževanju v Murini šoli je Fabijan veliko odnesel tudi od igranja na ulici. Kakšni so spomini na to obdobje?
Mi smo bili malo vasi, ne? Vasi smo bili na igrišču od starosti z 5 let do 15 let, tako da smo se nekako razdelili enakomerno, igrali smo na cesti, kamen gor, da je avto šel, si kamen dal, zazel dol, bosi, na travi, na asfaltu. Vedno, ko je bilo 5 minut časa, si takoj žogo ven dal in si tiral, ne, dejansko. Naučil si se nekega uličnega nogometa, mogoče si se naučil že duel igre, malo mogoče tudi kakšne iznajdljivosti in vsekakor je to prineslo k določeni kvaliteti, katera mi je pozneje tudi služila. V njegovem obdobju je v prvi slovenski nogometni ligi igralo več prekmurskih klubov. Je bilo njegovo srce vedno črno-belo. Vsekakor, že moj foter oče je začel igrati pri Muri, tako da smo vsi nekako, vsi dihamo z Muro, ne, od mojih staršev, mojih tudi starih staršev, tudi moja sina, jaz gledam Muro bolj na široko, ne, da je nekaj prekmurski hram nogometa, ne, Mura je glavno Prekmurje in normalno, da ko od malega igraš pri Muri, nikoli ne, da bi rekel, vedno si moraš do konca življenja. Nad kom se je Fabijan najbolj navduševal v otroških letih? Je imel kakšnega posebnega nogometnega idola? Veste, kot deca smo gledali revije Tempo, športske novosti, dejansko smo imeli vsi nekako, tudi televizijski programi niso omogočali nam, da bi vedeli za druge zvezdnike, tako da smo gledali večinoma Jugoslovansko ligo takrat še in nikoli si ne bi mislil, ko si gledal tiste revije za nazaj, da boš nekdaj postal nogometaš, celo pa, ko boš postal profesionalni nogometaš. Jaz sam osebno nisem imel nekih idolov, pač verjetno je bil največji idol moj oče. Po uspehih v mladinski ekipi Mure je sledilo kaljenje na posojah, nato pa hitro preboj v člansko ekipo črno-belih. V prvi ligi je debitiral 7. maja 1995 na tekmi v Velenju, v isti sezoni pa dosegel tudi premierni gol med elito. V Muri se je zadržal 3 sezone in pol, nato pa se preselil v Maribor. Kaj mu je pomenil prestop v takrat najmočnejši slovenski klub? Ja, takrat je bil Maribor največja stopnička, tudi sedaj Maribor je neki simbol slovenskega nogometa, vsi se zavedamo, kaj je Maribor dosegel v evropskih tekmovanjih in cilj vsakega igralca mora biti, da napreduje in če hočeš narediti korak naprej, lahko narediš s tem, da greš v najboljšo ekipo, pač v tistem času, da narediš korak v svoji državi ali pa počasi čakaš, da te nekdo opazi iz tujine. V tistih časih je bil to problem, ne? Bili so lahko samo 3 tujci in lahko si se v slovenskem prostoru prodal, če si bil pri najboljšem ali pa da si bil reprezentant. Starejši ljubitelji nogometa se dobro spomnijo, da je svojo člansko kariero pričel kot napadalec, nato pa v Mariboru pod taktirko Bojana Prašnikarja postal odličen osrednji branilec. Kako je potekala ta preobrazba? Sem tudi v mladih selekcijah igral na različnih pozicijah, tako da mi nekako ni bilo težko sprejeti. Jaz fuzbol gledam na široki spekter in si se kot igralec prvo pripraviti na vse stvari. Takrat mi je gospod Prašnikar ponudil priložnost v obrambni liniji, pač to je tudi en sklop okoliščin, da si na pravem času, v pravem trenutku. Določeni igralci so bili poškodovani in jaz sem probal maksimalno izkoristiti priložnost v obrambi in na koncu sem ostal do konca kariere v zadnji liniji. V njegovih najboljših letih so slovenski nogometaši težko prestopili v najmočnejše lige. O pobojanju spominov nas je zanimalo, s prestopom v katero ligo bi si Fabijan takrat sicer izpolnil sanje. Verjetno v nemško ligo, ampak pač moj čas nogometa je končan. Moraš kot igralec imeti neki cilj, zato ker potem lahko uspeš, hočeš narediti korak naprej, se bolj še ženeš in logično. Jaz sem, kot sem že rekel, sem realen, nisem bil nikoli užaljen, da nisem nastopil v teh ligah. Po drugi strani sem pa razmišljal v to smer, da grem nekam v tujino, da igram. Da mi je važno bilo, da igram, da konstantno igram in posledično, da mogoče opaziti tudi kdo drugi. Cipot se je na tuje podal pri 27 letih in se preizkusil v Katarju, kjer je nosil dresa Al Sada in Al Arabija.
V Katarju je ostal 3 leta, že od leta 1999 pa je bil ves čas prisoten tudi v članski izbrani vrsti. Kot prvi mu je priložnost ponudil Srečko Katanec, nato pa je za Slovenijo igral vse do leta 2007 in za našo izbrano vrsto zbral 26 nastopov. Kakšni so spomini na reprezentanco? V mladih selekcijah nisem bil nikoli član, bil sem dejansko član v 21 zadnjih pol leta. Takrat sem že prišel nazaj z Bakovec v Muro, tam je opazil selektor, me pripeljal v 21, odigral sem 2-3 tekme za mlado reprezentanco, pozneje pa sem pač z Muro poskušal se uveljaviti v slovenskem nogometu in vsekakor tudi selektorju, gospodu Katancu. Moram priznati, da me je takrat tisto povabilo prvič presenetilo. Izvedel sem že po nekih ovinkah, da bom mogoče prišel noter. Bil sem zelo presenečen in po drugi strani pa tudi ponosen, da lahko tudi pravim z neko željo, z redom in disciplino prideš do nekega cilja. In takrat v tistih časih je bil vsekakor vsakega igralca cilj, da pride, da zaigra za slovensko reprezentanco. V obdobju, ko je igral za reprezentanco, je slačilnico delil tudi z Zlatkom Zahovičem in preostalimi našimi najboljšimi posamezniki iz tistega obdobja. Kdo pa je bil njegov najbolj kvaliteten soigralec v karieri? Vsekakor je to gospod Batistuta in tudi Effenberg. Ko sem prišel v Katar, sem dejansko videl tisto razliko med vrhunskimi igralcami, povprečnimi igralcami, dobrimi igralcami in dejansko me je fasciniral, koliko malo prostora rabiš, da daš gol. Priimek Cipot je ostal stalnica v slovenskem nogometu. Do tega prestopnega roka sta za Muro igrala dva njegova sina, Tijo in Kaj. Tijo se je nedavno preselil v Specijo, Kaj pa stopa po očetovih stopinjah. Iz napadalca se je prelevil v branilca, še naprej pa s ponosom nosi dres Mure. Kako Fabijan gleda na to, da sta Tijo in Kaj profesionalna nogometaša? Ja, dejansko otroka sta se odločila, da bosta igrala nogomet. Moram priznati, da mi ni nobenem forsiral. Jaz sem še takrat igral nogomet profesionalno, ko sta oni začela prve korake. Da bi rekel, da ga forsiraš, prideš po tekmi domov v soboto, nedeljo, zjutraj 3-krat na dan na igrišče. Hočeš malo počitka, ampak ne gre. Sta sama poskrbela, da si naredil regeneracijo. Zdaj vidimo, da se jim to izplačalo. Pač tako je, ene familije imajo nogomet v krvi, to je tudi mogoče malo gensko. Jaz ne rečem, da smo jih forsirali, pač vedno pravim, če hočeš igrati nogomet, moraš imeti voljo, željo, red disciplino, pa pol kvaliteta pride. Fabijan, hvala za čas in za obojanje spominov ter obilico nogometnih užitkov tudi v prihodnje. To je bilo za danes vse. Hvala vam za vašo pozornost. Spremljajte prenose Prve lige Telemach na Sportklubu in lep pozdrav do prihodnjič.